ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, v trdih prsih budi. Komu napred veselo, Zdravljico bratje čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov Slovenčka mater. Sovražnike z oblaku, rodunaj našega treši grob. Prost, ko je bil očakov, naprej naj bo Slovencev dom. Naj zdrobe njih roke, jih skone hiše težeš. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo. Da oblast in z njo čast, popred spet naša bosta last. Bog živi vas, Slovenke, prelepe žlahne rožice. Ni take je mladenke, ko naše je krut dekle. Naj sinov, zaroknov, iz vas bo strah sovrat. Mladenči, zdaj se pije, Zdravljica naša, vina škup. Ljubezni domačije, noben naj vam ne usmrti strup. Ker zdaj vas, kakor nas, jo srčno branit kliče čas. Živi nas i narodih i krepeni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepili sveta bo pregnan. Narojak prozbov vsak, ne bratje sosed pomejak. Narojak prozbov vsak, ne bratje sosed pomejak. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase vzdihnimo, ki smo zato se zbrati, ker dobro srce misli. Dokaj dni naj živi, Bog, kar nas dobri, je ljubi. Osmi februar, Prešernov dan, dan kulture tudi na Ravnah in za Ravne. Spoštovani, pozdravljeni na osrednji občinski proslavi na predvečer slovenskega kulturnega praznika. Pričeli smo ga, kot se za ta praznik spodobi, Zdravljico, predstavljeno v celotnem besedilu znamenite pesmi doktorja Franceta Prešerna v izvedbi dijakov Gimnazije Ravne in z odpeto državno himno v izvedbi mešanega pevskega zbora Ludvika Viternika iz Strojnske Reke. Oboji bodo danes še nastopili. Povejmo še, da praznujemo tokratni kulturni praznik s poudarkom na kulturni ustvarjalnosti ljudi, ki živijo in ustvarjajo na Ravnah. Umetniške skupine in ustanove se predstavljajo s svojimi programi, ki se združujejo v splet kulturnega dogajanja. Na nek način se zgodi pogled skozi kulturni periskop, ki razkrije vsej del obzorja ravenskega kulturnega vsakdana. Hkrati gre za uresničitev ideje župana občine Ravne na Koroškem, doktorja Tomaža Rožena. Žal je danes gospod župan odsoten, zato k pozdravnemu nagovoru vabim podžupana gospoda Aljaža Verhovnika. Prosim, beseda je vaša.
Spoštovani občanke in občani, gospe in gospodje, prav lep pozdrav v imenu občine Ravne na Koroškem. Dovolite mi, da v naši sredini še posebej toplo pozdravim našega častnega občana, gospoda Maksa Večka. Današnjega slavnostnega govornika, gospoda Mirka Osojnika. Poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, gospoda Janja Prednika. In kolega iz sosednje občine Prevalje, gospoda Gorenčka, podžupana občine. Smo na predvečer našega državnega praznika, tistega, ki utrjuje identiteto slovenskega naroda. K temu bomo delček v mozaiku slovenstva dodali danes tudi tukaj na Ravnah na Koroškem, ko se bodo predstavili naši domači ustvarjalci, ki so zelo uspešni vsak na svojem področju in veseli smo, da jim bomo tukaj lahko prisluhnili. Ob jutrišnjem državnem prazniku vam želimo v imenu občine Ravne na Koroškem čestitati in sporočiti, da bodimo ponosni na to, da imamo svojo državo, da imamo svoj jezik in da smo kot takšen majhen narod skozi vso preteklost uspeli ohraniti, si priboriti to, kar imamo. Morda se Slovenci premalo zavedamo tega, da smo se vpisali na zemljevid svobodnih držav in da tukaj je veliko prispevala tudi naša identiteta kot takšna, ki jo predstavlja slovenski jezik. To nam naj ne bo samoumevno, zato spoštujmo takšne dni in 8. februar je naš državni praznik in proslavimo ga častno. Hvala lepa. Hvala gospodu Aljažu Vrhovniku za popotnico k današnjemu kulturnemu utripu na odru in v dvorani. Kot rečeno, danes manifestiramo tukaj in zdaj Dan kulture na Ravnah in za Ravne. In kaj pravzaprav je kultura? Na to vprašanje še nismo našli enoznačnega odgovora, niti največji misleci današnjega časa ne. Ne bomo ga našli niti mi. Spleta pa smo si sposodili pesem Ide Semenič, slovenskega krasa, in ponujamo vam jo v presojo, koliko je v njej resnice. Otrok mamo vpraša, kaj je to kultura, kdo se z njo ponaša? Mama začudena obstane, saj resno jo vprašanje gane. Skromno mu obrazloži in tako odgovori. Kultura nas sprejme, ko se rodimo, raste z nami, ko se igramo, hodimo v šolo, v službo hitimo. Ko smo veseli, z nami se smeje, ko žalostni smo, nam dušo ogreje. Pesmi in knjige nam piše, slike nariše, les obdeluje, kamen oblikuje, pravljice bere, solze izpere, se z lutkami igra, iz ekrana smehlja, naravo ohranja, stavbe vzdržuje, staro z novim povezuje. Prijazno z vsemi se rokuje, preširno poje, lepo pozdravlja, ob odhodu se poslavlja. Je naša zgodovina in domovina, od rojstva do smrti z nami živi. Kultura sem jaz, si ti, smo mi vsi. Tako torej pesnica Ida Semenič in priznajmo, veliko je v njenih verzih resnice. Ker smo kultura mi vsi, smo danes tu zbrani v tako pestrem sestavu in gremo s kulturo za Ravne. Najkrasnejša se
zbor Ludvika Viternika nam je poleg državne himne zapel še pesem Slovenska domovina. Zbor ponosno nosi ime domačina, duhovnika, glasbenika in skladatelja. V znak spoštovanja si je njegovo pesem Slovenska domovina izbral za svojo himno. Za svoje nastope je zbor prejel številna priznanja, pevci pa za zvesto sodelovanje Galusove in Prežihove značke. Pod taktirko sedanje zborovodkinje Tatjane Drabiševskaja so pevci lani pripravili svoj jubilejni koncert ob 30-letnici. In tako se v majhnem kraju, kot je Strojnska Reka, ustvarja zavidanja vredna pevska tradicija. Filip Dihpol, Jaš Završnik, Luka Lešnik, Jaka Ikovic. Fantje so člani pihalnega orkestra Železarjev Ravne, ki se je prav tako prijazno odzval našemu povabilu za sodelovanje na današnji prireditvi. Orkester se lahko pohvali z bogato preteklostjo in tudi sedanjimi dosežki na področju glasbenih tekmovanj, tako doma kot v tujini. Z osvojenimi zlatimi odličji v najvišji koncertni kategoriji na svetovnih prvenstvih na Nizozemskem se orkester uvršča med samo svetovno elito na področju amaterskih pihalnih orkestrov. Ime Raven je s svojimi izjemnimi dosežki ponesel daleč v svet. Lani so na tekmovanju slovenskih godb v prvi težavnostni stopnji prejeli zlato plaketo s posebno pohvalo in absolutno prvo mesto. Celega orkestra, kot se je konec decembra predstavil na božično-novoletnem koncertu, seveda nismo mogli postrojiti v to dvorano. Zato smo se odločili, da bo njihove barve zastopala njihova komorna zasedba. Zaigrali so nam skladbo Zemlja pleše. Noč temno razjasnit, ki daje duha. Kdo ve, kragulja odgnati, ki kljuje srce od zore do mraka, od mraka do dne. Kdo uči izbrisati spomina nekdanje dni, brezup prihodnih vzeti pred oči, bežati praznoti, ki zdalje mori. Kako biti hočeš poet in ti pretežko, ki jo kot si nosi, ali pokrv, ali nebo.
lepo. Meni, mladi deklici, neporočeni mati. Oče so kleli, tepli me. Mati nad mano jokali se. Moji so mene sramvali so. Tuji za mano kazali so. On, ki je sam bil ljubi moj. On, ki je pravi oče tvoj. Šel je po svetu, kdo ve kam. Tebe in mene presram. Kaj pa je tebe treba bilo? Dete ljubo, dete lahko. Ali te je treba bilo, ali ne, vendar prisrčno ljubite. Meni ne bo odprto se zdi, kadar se ozrem v tvoje oči. Kadar prijazno nasmejaš se, kar sem prestala pozabiti. On, ki ptice nad nebom živi, naj ti da srečne, vesele dni. Ali te je treba bilo, ali ne, vedno bom srčno ljubite. Vprašal, ali smem ljubiti te? Odgovora ne zvem. Oddaleč gledaš, draga me prijazno, prevzetno vihaš nos, ko mimo grem. A k tebe so obrnjeni pogledi, odtegneš precej svoj obraz očem. Ali dekleta druga ogledujem, zakriti jeze, niti moč ljudem. Tako, ali me ljubiš? Ali me sovražiš? Kak bi ti ustregel? Siromah, ne vem. Poet, tvoj nov Slovenca mene cvije. Ran mojih bo spomin in tvoje hvale. Iz srca svoje so kali pognale, mokro cveteče rožice poezije. Iz krajev niso, ki v njih sonce sije. Cel čas so blagih sablic pogrežvali. Obdajale so utrjene jih skale, viharjev jeznih mrzleč. Jej so vzesli in kredile, jim moč so dale rasti neveselo. V temnih so zatirale jih sile. Lej, torej bledo jih cvetje je belo. Iz oči ti pošli žarke mile, ugnale bodo nov cvet bolj veselo.
vera v sebe vzeta, ne bil viharjev notranjih igrača. Brez dijakov gimnazije Ravne v kulturnem utripu mesta in občine preprosto ne gre. Bi šlo, če bi se zadovoljili s povprečno kakovostjo umetniškega poustvarjanja, ki pa gimnaziji, njenim profesorjem in dijakom ni namen. To nam vedno znova dokazujejo s svojimi ekskluzivnimi nastopi, tako v glasbeni kot retorični obliki, in enega takih smo bili deležni tudi danes. Gimnazija, ki je pred več kot 70 leti prinesla v naše kraje nesluten razvoj in možnost za dvig izobraževalnega nivoja, za razvoj gospodarstva in družbenega življenja, je bila in je v povezavi z lokalnim okoljem vseskozi dejavna tudi na drugih področjih. Ne le znanje, tudi šport, kultura in še marsikaj drugega naši dijaki živijo, prejemajo v šoli, pa tudi dajejo. Danes so nam proslavo ob kulturnem prazniku popestrili dijaki Tevš Jevšnikar, Tinkara Lednik, Nuša Perenda, Jovan Savič in Žiga Kristjan Žigon. Hvala njim, mentorici Miri Razdevšek in drugim zaslužnim za njihov današnji prispevek. Poklic kulturnika je osamljen poklic. To poslanstvo nosi že v svojem uradnem imenu. Samozaposlen v kulturi. Ob vsakem projektu najprej pričnem kopati pri sebi in pod vprašanje postavljati lastna etična ter moralna merila. Ob tem mi nemalokrat pade samozavest in se skrivam v temnih kotičkih svojega bivališča. Dokler ne najdem odgovora,
ki ga na to javno prikažem, ga zagovarjam in upam, da ljudje cenijo delo na sebi. Kajti kultura to je. Kultura je delo na sebi in je zato vedno posebljena ter v podobi človeka. In velikokrat na koncu v javnosti na odru izgleda veselo, čeprav v celotnem procesu ni tako. Delo kulturnika lahko namreč primerjamo s kovačem v železarni. Najdeš vročo temo in jo kuješ. Pri tem ti je vroče, se znojiš, opečeš, ampak na koncu je izdelek lep. Ne peče več, njegova oblika postane trdna. Biti kulturni delavec je postala dobrina, ki si jo lahko privoščijo le redki. Imamo srečo, da smo si mesto med njimi priborili tudi mi. In na ta večer se lahko priklonimo vsem kulturnim delavcem in jim čestitamo, da vztrajajo. Anonimnimi komentarji na družbenih omrežjih se je dobro ustaviti za trenutek, si postavljati vprašanja o naših ravnanjih, ki jih vlečemo iz preteklosti, določa našo sedanjost in bodo imela posledice v naši prihodnosti. Franc Sušnik je pred mnogimi desetletji kot mladi profesor na soboški gimnaziji zapisal: mi, otroci sekundnega življenja, marsikdaj ne razumemo več brezčasne pesmi duš in vrednot brez sistema. Pisatelj Marjan Kolar ga je pozneje lucidno dopolnil. Naša doba je doživela tako silovit razmah govorjene pisane besede kot nikoli poprej. Obenem pa tudi njeno poplitvitev in izgubo vrednosti. Zveni sedanje, mar ne? Ali ne govorimo vsi istega jezika in delimo istih čustev? Ali smo kulturni, če gredo te stvari mimo nas? Se povprašamo, koliko smo kulturno oblikovani s tem človeškim? Nahajamo se v obdobju, kjer včasih vse spominja na fuzbal tekmo. Naši in vaši, dobri ali slabi. Sreči je življenje samo tisto, ki pove, da je kultura vseobsegajoča. Kultura ni samo podoba kraja, ki se zrcali tudi v uničenju in raztrganih pomorih Ivačkega jezera. Ni samo nekaj gostincev na občinskih praznikih, ni samo orožarska proizvodnja mati fabrike, ampak je znoj in švic vseh v proizvodnji, ki ni namenjena samo kulturi smrti. Kam človek stopa, če gre vse to mimo njega in se kar naenkrat znajde v konfliktih, smo videli v minulem stoletju. V propad. In če ni dobrega komposta, nič ne zraste. Monokultura nima prihodnosti. Ne v proizvodnji, ne na polju. Ne ustanova. Državljani vseh barv zagotavljajo prihodnost za vse, ne samo za nekatere. Drobci našega vsakdanjega življenja so tisti, ki tvorijo kulturno delovanje in ne samo gluha ušesa ustanov. Naj vam preprosto razložim, kako to gre, ko na drugi strani ni sogovornika. Na Ministrstvu za kulturo pošlješ vlogo 7. novembra in ti zagotovijo, da jo bodo obravnavali v decembru. Ponovno pišeš decembra in se še niso odločili o datumu zasedanja komisije. In znova pišeš pred prazniki, medtem ko kulturno delaš, in ti pošljejo sporočilo, da še ni rešen. Spet poskusiš januarja, ker so ti odgovorili, da bodo verjetno zasedali januarja. Jih poskusiš poklicati, a se ti ne javijo na telefon.
Potem se zgodi kalvarija na ministrstvu, ki jo moraš razumeti, ker gre za posebne okoliščine. In glede na situacijo raje pošlješ sporočilo, da so tvojo vlogo že obravnavali. Ti odgovorna oseba odgovori, da ne dela 4. februarja. Dobiš kontakt od namestnice, ji pošlješ sporočilo, da pridobi informacije in se ne javi. Poskusiš preko telefonske številke namestnice odgovorne osebe za vprašanja na Ministrstvu za kulturo in telefonska številka ne obstaja. In še do danes se niso oglasili. Ministrstvo ne obstaja. Ne moremo mu do živega. Na tem mestu se nostalgično spomniš, da ti je zgodba o nedosegljivosti na telefon znana tudi v lokalnem okolju. Odločili smo se, da bomo svojih 5 minut namenili kulturnemu izražanju in vas preprosto pozvali k komunikaciji. Mi ne bomo prenehali biti delavci. Postali bomo še bolj kulturni delavci. In vas kulturno pozivamo, da postanete bolj dosegljivi. Tako na telefon, kot tudi za ambiciozne kulturne ideje. Kultura ima čast, da dviguje raven razmišljanja. Zato vsi skupaj razmislimo. Kako bomo nadaljevali? Kultura, kultura, kultura. Velik premik pri bogatitvi kulturnega dogajanja v občini je z animacijo mladih ustvarjalnih moči ter z avtorskimi uprizoritvami pomenil aktiven vstop umetniškega društva Kunkuo v naše okolje. Mladi umetnici Teja Kovše in Katja Vravnik sta sodelavci osvežili utrip mesta in regije. Nastalo je gledališče dela. Velik del njihove dejavnosti pa je namenjen tudi ustvarjalnim delavnicam za mlade, kar predstavlja še posebej pomembno nadgradnjo ravenskega kulturnega dogajanja. Člani kulturno-umetniškega društva Kunkuo in gledališča dela so na Ravne prinesli drugačen pristop do obravnave prostora, inovativen način interpretacije kulturne dediščine, ki je hkrati družbeno kritičen. Skupino odlikujejo inovativnost, ustvarjalnost, entuziazem, pa tudi prijateljstvo, prostovoljstvo, socialna občutljivost in sočutnost do ljudi, ki jim pomagajo premagovati družbene ovire in okvire. Uveljavljanje novega vala kulturnih ustvarjalcev z ambicijo sodobne ustvarjalne kulture pa je lahko hkrati primirna popotnica za osrednji govor na današnji prireditvi in vabilo gospodu Miroslavu Osojniku, da nam spregovori ob prazniku. Spoštovane, spoštovani, slavnostni govornik, gospod Miroslav Osojnik. Spoštovani, 28. leto že teče, odkar praznujemo Slovenci v samostojni državi 8. februar kot naš državni praznik. 28. leto zapored ga torej tudi Korošci tako čutimo in praznujemo. Vzgibov za to, da ga obhajamo, je veliko. Splošne veljavne poznamo, intimni pa so skriti vsakem od nas. Še posebej močni so verjetno tudi vas, dragi obiskovalci, ki ste si vzeli čas in se udeležili nocojšnje prireditve. Knjiga je moja tiha prijateljica. Zvečer si pripovedujeva prelepe življenjske povesti, ob katerih razmišljam, kako bo z menoj, ko bom velika. Tako je v spisu v svojem prostem času že pred leti zapisala slovenska učenka. Dragocene in lepe misli. Pri tej deklici je knjiga svoje žlahtno poslanstvo že izpolnila. Več kot 500 let je že od tega, ko so bile v Evropi natisnjene prve knjige. Skoraj 440 let je za nami, kar je išla Dalmatinova Biblija, ki velja za temelj slovenskega knjižnega jezika. To znamenito knjigo so takrat natisnili v 1500 izvodih leta 1583 z letnico 1584.
Danes je ohranjenih 78 izvirnih izvodov. Slovenci jih imamo v lasti 36, drugih 42 je v tujini. 170 let že počiva dr. France Prešern, pesnik sonetnega venca. A njegova beseda je še danes živa, saj so njegove poezije začrtale svetovno literaturo usodo slovenstva in verjele v lepšo, svetlejšo prihodnost našega rodu, ko rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Zaradi tako energično izražene zahteve po enakopravnosti je bila takrat Prešernova Zdravljica že ob nastanku obsojena na cenzuro. Pesnik pa se ni predal, zato je bila prvič objavljena šele 4 leta kasneje, 1848. po marčni revoluciji. Najprej v Ilirskem listu, nekaj pozneje pa še v Kranjski čbelici. Skoraj vsako desetletje je na to dalo Slovencem nova imena, ki so se zapisala v slovensko klasiko. Slovenska beseda seveda živi tudi danes v slovenski knjigi, v slovenski pesmi, na gledališkem odru, morda celo bolj kot kdajkoli. Previharila je vsa burna obdobja, uporna in poduhovljena je preskočila zlome stoletij. Prepričljivo in zgovorno je dokazala, da se naš človek zaveda sebe, da živi in da hoče živeti. Tudi med Korošci je vedno več imen, ki nosijo med ljudi lepo besedo. Spomnimo se še enkrat besed drobne šolarke. Knjiga je moja tiha prijateljica. To je brez dvoma najvišje priznanje vsake umetnosti, preko nje pa tudi avtorju, umetniku in človeku. Knjiga je v resnici šola lepe slovenščine, ker hrani, varuje materin jezik. Tudi naša narečja so pravzaprav živi viri, študenci materinega jezika. Čudovite pa so narečne starine teh živih študencev, speljane v žlahtne bazene knjižnega jezika. Učiteljica pa je brez dvoma slovenska knjiga. Knjiga to dediščino kultivira, zato lahko v materinem jeziku vsakdo govori z ljubeznijo in spoštovanjem. Bistvo slovenskega kulturnega praznika je prav gotovo tudi v tem, da naša kultura vse skozi dejavno živi. V slovenski pesmi, besedi in knjigi, v slovenskem srcu in duši, v vsem našem življenju. Zdaj smo na začetku letošnje kulturne sezone. Čez nekaj dni se bomo spomnili še 69-letnice smrti našega velikega rojaka, pisatelja Lovra Kuharja, Prežihovega Voranca. Torej smo dolžni tudi zato vgnesti v nocojšnji dogodek velik del svoje ustvarjalne in umetniške volje, željo, da bi se iz tega večera porodilo kulturno dejanje, ki bo vsaj še nekaj časa odmevalo v mislih in dejanjih obiskovalcev. Vorancu, našemu prvaku med pisci, pa zagotovo posvečamo dovolj pozornosti. Muzej je lani organiziral že 16. tradicionalno srečanje pri Prežihovi bajti, v Kotlah so se dogodili že 21. kuharjevi dnevi, Prežihova ustanova pa je v zadnjih 8 letih skupaj z založbo Beletrina ponatisnila skoraj vsa temeljna Vorančeva dela. Romana Jamnica, Dobrodob in Požganica in izbor Prežihove zgodnje proze pod naslovom Dekle z mandolino. Lepim izdajam Vorančeve proze so dale tehtnost in dodano vrednost, odlične spremne besede priznanih literarnih zgodovinarjev srednje in mlajše generacije. Žal pa je velikokrat resnično spoznanje, da tudi Korošci včasih premalo cenimo tisto, kar je naše, kar imamo možnost videti, spoznati ali slišati skoraj vsak teden. Saj se na kulturnem področju v naši dolini in občini veliko dogaja. Včasih pa gre tudi za take kulturne dogodke, pojme ali vrednote, ki so se svojo kakovosti odkali v širši kulturni prostor širom naše male domovine, pa tudi izven njenih meja. Naša občina mora biti brez dvoma ponosna na svoj bogati kulturni utrip. Kultura se pri nas dejavno začne že pri naših najmlajših, v otroškem vrtcu. Nadaljuje se v osnovni šoli, kultura je naša knjižnica, kultura je naš muzej, kultura je naša glasbena šola, kultura je naš pihalni orkester, kultura je tudi naša gimnazija. Kako je že zapisal dr. Sušnik daljnega leta 1965? Ravenska gimnazija je pomaknila našo koroško deželo iz nicine v luč slovenske kulture. Naša kultura so tudi Kamnikove narečne pesmi, pa Društvo koroških likovnikov in vsa druga ljubiteljska društva in samostojne sekcije v občini, Gledališče dela, Kulturno društvo Svitanje, Kulturno društvo Prežihov Voranc, Kulturno društvo Kotle in Kulturno društvo iz Strojnske reke. Hudi časi pa so zmeraj nenaklonjeni družbenim dejavnosti, ker pač niso proizvodne, torej tudi kulturi.
Kot posamezniki vsak zase dobro vemo, kaj nas kulturi muči. Kot ljudje z določenimi pooblastili pa velikokrat pozabljamo, da bi lahko na tem področju le še kaj pristorili. Ali bomo res še veljali za kulturne, če bodo bodisi poklicne ali pa ljubiteljske kulturne organizacije v naši občini nekega dne delovale na robu še možnega obstoja. Te bolj trpke besede torej zato, ker je treba pač počasi, potrpežljivo in velikokrat trkati na pogosto gluha vrata naše skupne vesti in zavesti, da bi potem takem ljudje lahko še naprej imeli dostop do dobre knjige in vseh drugih kulturnih dobrin, ki so najbolj trdna in tehtna podlaga za ljubezen do materinega jezika in močan zgib za vero v lepo in plemenito človečnost. Del tega bogatega utripa naše občine vam, drago obiskovalci, predstavljamo tudi z nocojšnjim večerom. Lep večer vam želim še naprej. Thank you.
Po govoru gospoda Miroslava Osojnika, neutrudnega sopotnika in ustvarjalca ravenskega kulturnega življenja, se je predstavila še na kratko glasbena šola Ravne na Koroškem. To je javna kulturna ustanova, ki izvaja glasbeno izobraževanje otrok in mladine, zapolnjuje potrebe po kadrih pihalnih orkestrov, pevskih zborov, folklornih skupin in različnih glasbenih zasedb, ter s tem bistveno prispeva k dvigu intelektualne dodane vrednosti v občini in v regiji. Šola je tako pomemben člen v mozaiku prireditev, na katerih svojimi glasbenimi vložki vedno prijetno popestri dogajanje. S pogostimi sodelovanji na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih, srečanjih, revijah in koncertih zagotavlja učencem in učiteljem poznavanje razsežnosti tovrstnega izobraževanja in ustvarjalnosti ter odkrivanje Evrope v povsem novih dimenzijah. S tem pa tudi občino, tako doma kot v tujini, postavlja na zemljevid kot središče s kulturno glasbeno tradicijo. Danes se nam je predstavila s skladbama zaigranima na flavti in klavirju, z Diotovim in Meunierjevim valčkom ter Kajnovo priredbo oziroma skladbo Preludij in ples. Iz flavte nam je te posebne tone izvabila učenka 3. razreda glasbene šole Zuj Ji Ruji. Na klavirju pa jo je spremljala profesorica Staša Skarlovnik. Mentorica mlade flavtistke je profesorica Nadja Rošer. Kakor moje jede.
si. O Južnja gora, ti si moj dom, ti včas zapoje hotulski zvon. Se roce tvoje in tiči glas, naročje tvoje povabi nas. Pod vrhom se jager sprehaja, začuje prav Rakel šepet. Življenje se novo poraja, oblak zasvetila bo spet. Tam gori na vrhu planine, še trunče za v soncu kipi, in gruševec ko se ti vabi, vse kutke in dobre ljudi. O Juršja gora, ti si moj dom, ti včas zapoje hotulski zvon. Se rose tvoje in tiči glas, naročje tvoje povabi nas. O sonce zaide bogatstvo in moč, dolino hotulsko pokrila bo noč. A v srcu na goro bo živel spomin, ker zemlje goroške sem sin. A v srcu na goro bo živel spomin, ker zemlje goroške sem sin. Kulturno društvo je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje državljanov, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju kulture in s tem prispevajo k bogatenju kulturnega dogajanja v svojem ožjem in širšem okolju. Osnovni namen kulturnega društva je razvijanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, spodbujanjem ustvarjalnosti, kulturne vzgoje in izobraževanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot. In to poslanstvo uresničuje kar nekaj društev v občini Ravne. Eno od njih, Kulturno društvo Svitanje, nam je s svojimi koledniki pričaralo del svoje ustvarjalnosti in dejavnosti. Zapeli so pesmi Tam na vrtu in Uršlja gora. V društvu deluje 7 skupin oziroma sekcij, poleg ravenskih kolednikov še mešani pevski zbor Župnije Ravne, gledališka skupina, vokalna skupina Brančur, otroški pevski zbor Mali cvet, mlajši koledniki ter hudourniki, mladi umetniki. Ponosni so, da v društvu združujejo vse starostne skupine, ki so aktivne na različnih ustvarjalnih področjih: petje, igranje na instrumente ter igranje na odrskih deskah.
Gledališki zbor Rožmarin deluje v okviru kulturnega društva Kotlje in se ponaša z dolgoletno tradicijo, saj je dejaven že vse od srede 80. let prejšnjega stoletja. Društvo, ki goji še celo paleto drugih kulturnih vsebin, je dejavna gonilna sila kulturnega dogajanja v kraju in pomemben steber vsakoletnih kuharjevih dnevov v Kotljah. Zbor, ki ga vodi neutrudna Irena Glasenčnik, nam je zapel pesmi Na Uršljo goro, besedilo Ludvik Mori in Aleš Tacer, uglasbitev Oto Čeru in priredba Tadeja Vulc, ter Roža na Poljani, besedilo Vida Taufer, uglasbitev Albin Kranc. Z nastopom Rožmarina pa smo že stopili na območje Kotelj, v rojstno vas Lovra Kuharja, Prežihovega Voranca. Zavedamo se, da v februarju nimamo le dolga do Franceta Preširna, ampak je za nas, Korošce, to kar mesec kulture. Dolg do Voranca, tega velikana slovenske književnosti, ki je s tako globoko človeško in umetniško ustvarjalnostjo predstavil koroškega človeka svetovni knjižni javnosti, je tako velik, da ga ni mogoče izpolniti samo enim samim kulturnim dogodkom. Tudi zato nosi osrednje kulturno društvo v občini njegovo ime. Kulturno društvo Prežihov Voranc že 73. leto združuje raznovrstne skupine na področju bogatega kulturno-umetniškega ustvarjanja, še posebej predstavljanja in ohranjanja bogate koroške kulturne dediščine. Danes delujejo v društvu dramska skupina, harmonikarski orkester, ženska vokalna skupina Deteljica, koroški oktet in folklorna skupina, katere začetek delovanja sega v leto 1947. Skupino vodi Peter Šumnik in ker se za zaključek spodobi nekaj ritma s plesnimi koraki, bodo zdaj nastopili člani folklorne skupine kulturnega društva Prežihov Voranc.
Folklorno skupino kulturnega društva Prežihov Goranc bomo tudi mi vsi skupaj odplesali prebujajoči se pomladi naproti. Hvala vsem nastopajočim, hvala vam za obisk in nasvidenje, če ne prej prihodnje leto. Pa ne le jutri, le pogosteje pomislite nanj, na Franceta Prešerna, ki je zaznamoval mnogo več kot le slovenski jezik in slovensko besedo. Je tisti, ki je dal temelj slovenstvu in nam naložil, ponašajte se z njim, ohranjajte ga in negujte ter spoštujte. Četudi je vsem, ki se s kulturo ukvarjajo, položil na srce, slep je, kdor se s petjem ukvarja. Že lahko, da so po Prešernovo pevci v najširšem možnem pomenu tudi dan danes slepi in brez denarja. Pa saj je tudi sreča slepa. In kdor je srečen, je bogat, kaj ne. Naj vas čim pogosteje bogati tudi kultura. Predvsem ali pa tudi ta, ki jo gojimo sami in doma, na ravnah, za ravne. Nastopajoči vabljeni na skupno druženje v mali dvorani kulturnega centra, prav vsi lepo povabljeni na ogled razstave slikarja Uroša Potočnika z naslovom Belovoški general Ultra Plus, ki je v gornjem nadstropju v galeriji Ravne že postavljena na ogled. Čestitke ob slovenskem kulturnem prazniku.